Pozdravljeni, z vami sem Minka in ja, zdaj sem pa nazaj in že veselo naprej berem knjigo Ženske, ki ljubijo preveč. No, ne vam povem, ta me je šele nagovorila, kar to sem pa jaz. Ženska, ki vedno v vsakem odnosu da preveč, se razdaja in bolj kot berem to knjigo in jo res priporočam vsaki od vas, ki ima občutek, da v vsakem odnosu date preveč, v službi date preveč, v družini date preveč, v partnerskem odnosu date preveč. In potem na koncu, ko se vprašaš, saj poznate ta znani rek gospoda Aleša Lisa, ki reče, kaj imam jaz od tega? Enostavno rečeš, en kup problemov. No, če se najdete v tem, da vedno v vsakem odnosu pridete do tega, da ste reševalka problemov drugih ljudi, da ste tista, ki reče, lej, tukaj je moja rama, joči na moji rami, ampak takrat, ko imate pa vi mogoče kakšno stisko, pa težko vprašate za pomoč. Vam je enostavno tako, kot da niste vredne pomoči. No, to smo ženske, ki ljubimo preveč. V glavnem in v tej knjigi mi je zdaj tako kristalno jasno, da seveda, da smo vsi na potovanju, da si družino izberemo sami, ampak to ne piše noter v tej knjigi. Ta knjiga je vseeno bolj tako logična, ne, to življenje, ne kot večje, širše potovanje. Se pravi, to življenje, zgodna mladost, reševanje mogoče težav vaših staršev, lahko zloraba, taka ali drugačna, ali spolna zloraba, alkoholizem v družini, bolezen v družini in da ste zaradi bolezni začeli prezgodaj opravljati dela, ki niso primerna za otroke, predvsem pa prevzeli čustveno bolečino in čustveno breme in enostavno terali skozi življenje. No in ravno kar sem prebrala od ženske, ki sama vzgaja tri otroke, naslov poglavja je Potreba, da te nekdo potrebuje. In v glavnem, njen mož ima ljubico, mama ga razvaja in ona, pač ta ženska, krivi mamo. Ker ko mu bo mama nehala pošiljati denar, takrat bo vse v redu in se bo on postavil za družino in tako naprej. Ne. Dejstvo je, da če se najdemo v odnosih, kjer dajemo preveč, ne da bomo spreminjali druge ljudi, ampak se moramo vprašati, kaj se jaz skozi ta odnos učim. Kaj je tisto, kar je moja lekcija, moje duše, kaj je čas, da ozavestim. No in seveda, lažje mi bo iti skozi karte, danes bomo imeli branje kart. Za vse vas, drage dame, če ste se našli v opisu, da dajete preveč, da rešujete vsem ostalim težave, da opravičujete slaba dejanja drugih ljudi in lahko tudi preverite z mišičnim testom. Recimo, zase jaz vem, da sem bila ženska, govorim o pretekliku zaradi tega, ker ta del sem sigurno pozdravila, ne. Se pravi, bila sem ženska, ki je hrepenela po drami. Se pravi, sem bila zasvojena z dramo. Zdaj bi človek rekel pa, ne, jaz hočem mirno življenje, ne želim imeti drame. Ampak pri sebi sem prišla do zaključka, da sem imela potrebo, imam po tem, da sem zlorabljena, izkoriščena. Potrebo imam po tem, da se znajdem vedno znova v drami. To je enako kot nekdo, ki je zasvojen. Ker nekdo, ki je zasvojen, ima potrebo po drogi. Tisti, ki smo pa zasvojeni z dramo, imamo pa tako potrebo po takih odnosih, ki nas vedno znova pripeljejo do drame. A bomo zdaj najprej preverili z mišičnim testom, če imate mogoče tudi vi ta program, se pravi, najbolj enostavno je narediti mišični test, to sem vas tako ali tako že učila. Edino pomembno je, da imate čim bolj mehke rame. Če ste togi v ta del, v rame ne bo delovalo. Se pravi, če imate pa vi, če zmigate rame, globoko vdihnete, pač ta del, da je mehek. In zdaj, če mene od strani pogledate, potrebo imam potem, da sem izkoriščena, zlorabljena.
Potrebo imam po drami, ne več. Zdaj to prepoznavam je tako, ne, hvala. In če se vi najdete v tem, pa naprej imela sem potrebo, imam potem, da rešujem nemočne ljudi, predvsem moške. Nemočne moške. In zdaj, če gledamo, da imamo kup takih programov, vsi od prvega do zadnjega, pomeni, da je čas, da jih počistimo, da ozavestimo, kaj je to v nas in da potem začnemo živeti drugače. Zadnjič sem vam govorila o knjigi Bojevnica ljubezni je prva njena knjiga, druga knjiga, ki sem jo brala na morju, Nepremagljiva, jo nisem prebrala do konca. A pa veste zakaj? Zaradi tega, ker potem pa dela reklamo za antidepresive in razlaga svojo zgodbo, kako postaja vedno sitna in zoprna, ko njena žena počiva, ko si vzame čas za sebe in v glavnem ni naredila nič na svojih podzavestnih programih. Pač nič. Ja, poročila se je žensko, to je res. Jaz verjamem v to, če vas privlači določen tip ljudi, je to pač karmična izbira, kar je v redu. Ampak, če nas moti ravnanje nekoga drugega, recimo, da vi pridete domov iz službe, otroci gledajo televizijo in vi vzamete v roke lonce, začnete razbijati, kuhati, date vsem vedeti, da ste doma, ali pa recimo tako, kot je bilo pomladi sem bila na enem predavanju in predavateljica prav o tem. In potem vi, mame, žrtve, pridete domov z takelega vikend oddiha, pridete domov in seveda doma so se razkomotali, doma imajo pač kakšno smet boste že najdli in potem vzamete jezno sesalec in jim date vedeti, da ste doma. Kater program mislite, da predelujete, tako kot ta gospa, ki je potem avtorica te knjige Neukrotljiva, kako je že naslov? V glavnem, če vidite, da vas moti, če nekdo drug nekaj ne naredi in ne znate skomunicirati, mogoče imate program, potrebo imam potem, da se počutim kot žrtev. Se pravi, žrtev svoje družine, žrtev odnosov, žrtev hiše, žrtev službe. In dokler imate potrebo potem, da ste žrtev, boste najdli tisto smet, da vas bo motila. 100%. Vsak od nas ima nekaj v tej smeri za predelati, ženske smo na splošno briljantne. In potem v tej novi knjigi, Ženske, ki ljubijo preveč, v tej, ki jo pa zdaj berem, pa dejansko razlaga avtorica o tem, da kako so pesmi vse pisane na ta način. Ženska, ki ljubi preveč. Recimo po poti z morja sem poslušala Nisem ti bila dovoljna, mislim, da je Neda Kraden. Nisem ti bila dovoljno, ti ljubiš drugo in tako naprej. Se pravi, v teh dramatičnih zadevah lahko najdemo nekaj, s čimer se poistovetimo, čas pa je, da se pozdravimo. No, se pravi, pojdimo zdaj na to, saj veste, kako boste pozdravljali, kar se tiče tega, potrebo imam potem, da se počutim kot žrtev. Vzameš zdravilno molitev dekodiranja in daš v zdravilno molitev dekodiranja noter, se pravi, naj se sčistijo vseh smereh časa in prostora, vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane s potrebo potem, da se počutim kot žrtev. Naj se vsi nivoji mojega duha napolnijo zdravilno Božjo svetlobo. In na ta način boste počistili vse, seveda vzemite v roke kakšno knjigo, kot je recimo, ko imajo moški hormoni žur v ženskem telesu, in začnite delati po tem. In boste videli, kako boste počistili pač te kode. No, zdaj pa, če se vrnem na to knjigo Ženske, ki ljubijo preveč. Tukaj zdaj berem o zgodbi ženske, ki je začela skrbeti za družino, ker je njena mama umrla, ko je imela 14 let. Se pravi, ona je takrat začela kuhati, spravljati, mame pač ni bilo, 6-članska družina in seveda je potem najdla
nekoga, ki mu je menjala pleničko, se pravi moškega, za katerega je skrbela. In poleg tega 3 otroci in na koncu je pregorivala od tega in seveda kazala s prstom, da se mora nekdo drug spremeniti. Eno tako olajšanje, ki vam bo veliko pomoč, je sigurno to, da drugih ne moramo spremeniti, da drugih ne moramo pozdraviti, da je čas, da se mi pozdravimo od znotraj in da mi pozdravimo svoje potrebe po tem, da se počutim kot žrtev, da počistimo svoj strah pred izgubo varnosti, da počistimo svoj zasvojenost bom formulirala, preverite z mišičnim testom. Potrebo imam potem, da se vedno znova najdem v kaotičnih odnosih. Ker se veste, kako kaos gleda, ko pride tornado. In če imate vi potrebo potem, da ste vedno znova v tem nekem ciklusu, vrtinčenju negativne energije, vedno znova boste najdli take odnose. Pa ne bo to šef, ne bo to družina, ne bo to partner, ne bojo to prijateljce, vedno se ukvarjate z neko dramo. In še ena stvar, ki sem jo prebrala tukaj noter. Ženske, ki ljubimo preveč, nas ne zanimajo mirni, pozdravljeni odnosi. No, zdaj seveda, jaz bom spet pri sebi preverila. Ne prenesem, ne, jaz sem to počistila, ampak mogoče imate še vi neko zasvojenost v tej smeri, da moraš biti v neki drami in to pač počisti. No, v redu, zdaj pa gremo še na pozitivna sporočila. Ker glejte, najlažje mi bo, zdaj bom pa šla prerokovanje za tebe, ki še vedno gledaš tale video, kaj ti sporoča ta trenutek stvarstvo, kaj je prav, da zavestiš, da veš, kaj je tisto, kar je čas, da narediš kater korak, da narediš v svojem življenju. Odpuščanje, prva karta. Komu moraš odpustiti? Kdo je ta, do katerega imaš tako zamero, tako jezo? Zdaj skozi mene gre beseda mama. Ne to kot mama. Pa kar gre mama, mama, mama. Komu moraš odpustiti? Se pravi, zdaj pa greš pogledati svojo mamo. Kaj je tvoja mama delala vedno, oziroma kaj tvoja mama ni nikdar delala? Kaj te je najbolj motilo pri tvoji mami? In mogoče, kaj ti je rekla tvoja mama, kar ji ne moraš odpustiti, kar je bilo čist preveč za tvojo dušo in enostavno ne gre več naprej. Se pravi, odpuščanje je prvi korak ljubezni, to sem prepričana, in ko zmoremo odpustiti, takrat je lažje. Seveda, zadnjič sem vam že govorila o tem. Najprej, če želimo delati korake naprej, če želimo to notranjo moč zgenerirati, je potrebno najprej odpustiti partnerju, spolnemu partnerju. Ker spolna energija, vsak spolni partner se zakodira na vašo maternico in to, moram povedati, kaj se mi je zgodilo? Spolni partnerji. Pač pobegnila sem, ampak je bilo tako, šment, no se sem res blond. V glavnem, na trajekt. Na trajekt sva šla z midva s hčerko ob 11. zvečer in se rekla, bom lepo na trajektu spala, do Splita 2 uri in potem lepo po noči vozila do doma in je to. In potem grem pač na WC in grem po stopnicah dol in nisem vedela, da je pač... In tam sta bila 2 mornarja in sem rekla, zdaj pa grem spat v avto, nekaj pač small talk. In mi reče eno od teh 2 mornarjev na trajektu, da imajo tako sobe, da če želim pusto, da lahko grem gor v sobo, da imajo oni sobe, da pač spim. To je pa še boljše v avto spati, ne? In vzamem pač mojo blazino, moj polštar, vzamem sabo, pa telefon, da hčerki sporočim, kje sem in da bom šla pač spat v poslo, ne? Jaz pridem v poslo, pač od tistega mornarja, ne? Dobro, motil me je, ker je malo smrdelo po cigaretih, ampak sem rekla, okej, sej, to se bo zluftal.
V glavnem in mi pač je rekel, tukaj se lahko uležete in jaz se uležem in človek se začne sezuvati. Sem rekla, čakajte, a vi boste tukaj spal? Je rekel, ja, se vsi gremo spat, ko trajekt izpluje. Torej, Marija, ja. V tistem sem spakirala ven pa šla spat v posteljo, mislim pa v avto, ampak prav tako, saj se boste verjetno smejali, boste rekli, Minka, si pa res blond. Nisem niti pomislila na to, da bi on spal v isti sobi. Pač če je mornar, on je v službi, verjetno ne spi. No, tako, kakorkoli. No, v glavnem, spolna energija, kaj se zgodi? Ženske, ki spijo z večjimi moškimi, oziroma ko zaključiš neko spolno vez, se za naslednjih 7 let ta energija spolnega partnerja zakodira na vašo maternico. To pomeni, če ste 7 let brez spolnih odnosov, te energijske niti razpadejo, oziroma če ste stare, drage dame, 93 let ali več. V nasprotnem primeru same te niti ne razpadejo in jih lahko počistite z zdravilno molitvijo dekodiranja. Pač prva zadeva, treba je počistiti te energijske niti, da vi zgenerirate lahko potem sploh svojo spolno moč. Vaša spolna moč je pa povezana s tem, kdo vi ste, identiteta, mi smo ženske. Če želimo biti v polni ženski energiji, ne more biti naša energija razkropljena. No, v glavnem. Druga karta je prišla poštenost. Resnica je ena. Vedno in povsod izražam resnico. Zdaj bomo pa vseeno prebrala še tole sporočilo. Tudi če nihče ne ve, ti veš, tvoja duša ve. Ta karta se nanaša tudi na varanje, na avanture, na priložnostni seks, na nekaj, kar nihče ne ve, kar se je samo zgodilo. Ampak ti veš. Nobeno dejanje ni vredno, da te bremeni. Noben odnos ni vreden, da ga tajim. Dovoljujem si sprejeti svoja resnična čustva, dovoljujem si biti resnična. To je poštenost do sebe in je temelj vseh odnosov. No, vam še kakšno morsko prigodo povem. 3 leta nazaj smo bile s taman 2 hčerkama, sem bila na Lastovem. V glavnem smo pristale v skriveni luki in na koncu smo tam podaljšale, ker je bila tako dobra energija. V glavnem. In potem ta lastnik mi tudi se ukvarja z energijami, pokazal par energijskih točk in sva majčkeno več klepetala in tako naprej. In pol že čutiš, kam gre energija, ne? In seveda je tam bila tudi njegova žena, ful fajna. In vedno jo je objemal, pa ljubčkov in tako naprej. In sem potem najprej ženo vprašala, sem rekla, če je navadno tako, da sta ves čas tudi, ko sta sama, da je toliko objemov, toliko pozornosti. In ona me tako pogleda, rekla, ne. On, ki je sam z mano, me tudi pogleda, ne. Ja, narcis, itak, a ne. Predstava za javnost. No, ampak itak čutiš energije, kam grejo, in ga vprašam, se nekaj, če že kdaj ženo prevaral. In veste, kaj mi je odgovoril? Na Lastovem še nikdar. 3 pikce naprej. Se pravi, izven Lastovga, verjetno, ne? 3 pikce. No, v glavnem, kakorkoli. Sem rekla, pač srečaš človeka, pa pol je to. Morala sva se pa srečati, ker se poznava iz enega drugega življenja. Pač, ja, je bilo potrebno srečanje. No, potem pa zadnji večer, pa smo šli tja v gostilno na večerjo, pa smo pa šli še na nočno kopanje in gremo plavat, potem pa sedimo tam na obali, pa voda pluska, noter tak majčken zalivček je bil, pač ful lepo. No, in v glavnem, to je bila ura že čez polnoči, nikogar ni bilo več, pa pride en od kernarjev in gre ravno tako na nočno kopanje in potem je prišel nam delat družbo. No, mi sedimo na klopci, pa noge tam čofotamo po vodi, on pa priplava v tisti zalivček in če si predstavljate, ga naplavlja voda. In on je ležal v tisti sipini noter in ga naplavlja voda in vsakič znova ga odplakne. Pa naplavi, pa odplakne. In je zgledal tako, kot je ena klobasa, ki se kotali noter v tistem zalivčku. V glavnem, seveda je poskušal pač
ta zadnji večer se čutiš energijo, ne? V glavnem, mi smo se toliko smejali z eno slovensko besedo, pravzaprav. In še vedno se smejemo na ta pravzaprav. V glavnem, itak je osnovna suhama, ne, da se razumemo. Ampak se smejiš, ker čutiš, kam gre energija. Pač tako, halo, kva tebi ni jasen. Ker ženska, ki sebe ceni, ne more pristajati na priložnostni seks. Ne more. Zato, ker ta energija ostane na njeni maternici. No, gremo naprej. Odpustiti sami sebi, če želiš imeti notranjo moč. Kaj pa ti sama sebi ne moreš odpustiti? To je zdaj, kaj pa, kakšna energija, zdaj gre tukaj gor na grlo energija, nekaj, kar ne moreš govoriti. Odpusti to sama sebi. Kako odpustiti? Vzameš knjigo, ko imajo čakre žur, tukaj noter imaš meditacijo za odpuščanje sama sebi, ker, odpustiti je treba, da boš lahko šla naprej. In potem srčna čakra. Srčna čakra pa spet ni povezana s tem, koliko imamo druge rade, ampak je povezana najprej, koliko imam jaz sebe rada. Ker če imam jaz sebe rada, svoje telo rada, ne morem zlorabljati mojega telesa na noben način. Se pravi, ne z nezdravo hrano, ne z alkoholom, ne z nobenimi drogami, še manj pa z odnosi. Ker če imam sama sebe rada, potem tudi odnosi, ki me ne podpirajo čustveno, in pač enostavno se vprašam, kaj imam jaz od tega, ne? In če imam jaz od nekega odnosa vedno znova novo dramo, a jaz res potrebujem v svojem življenju vso to dramo. Ampak jaz ga imam toliko rada. Ja, vem. To je zasvojenost. Jaz ga imam toliko rada, jaz brez njega ne morem živeti. Vem, kako to izgleda. Ker je to zasvojenost z določenim odnosom. In če ste v takem odnosu, verjemite mi, da to ni ta pravi odnos. Zavedaj se, da ti si ljubezen in da lahko vidiš ljubezen, ker ljubezen je okrog tebe. Ja, zato je pa tako pomembno, da gremo pozdraviti svoje čustvene rane. Tvoje srce je vedno v stanju ljubezni, ali pa naj bo vedno v stanju ljubezni. Tudi če te odnosi preizkušajo, lahko občutiš ljubezen. Toplina sonca, šumenje vetra, bučanje morja, sij zvezd, milina lune, trdnost skale, čarobnost jutra, energija kristalov, petje ptic, žar otroških oči, poljubljene osebe, stisk roke, objem prijatelja ali nasmeh tujca. Se izraža ljubezen. Ko si naravnana na ljubezen, jo zlahka občutiš in jo tudi zlahka vidiš in najdeš. No, in naslednja karta pa je naslednji korak. Tebi pripada sreča, zaslužiš si jo, zaslužiš si izobilje vsega dobrega. Zaslužiš si ljubezen. Vredna sem ljubezni, vredna sem ljubezni. Ampak najprej svoje. Če sebe še vedno kritiziraš za vsako malenkost, enostavno, če ti ni všeč, da je to spremen. Če ne moreš sprejeti svojega telesa, da je nekje preveč, nekje premalo, je to narobe, je ono narobe, pač najdi lepoto v sebi. Najdi lepoto v sebi, ker jo imaš. Naredim lahko samo en korak naenkrat in to je dovolj, zaupam. Vse, kar mora priti v moje življenje, prihaja samo in lahkotno. Pač prihaja vse to, kar potrebuješ, je že na poti, ampak to je tako, kot bi dala naročilo in oddaš naročilo na internetu, potem pa vsak dan kličeš, a ste že poslali, kje je moj paket? In tako naprej in si živčna zaradi tega, ker nekaj še ni prišlo do tebe. No, da vidimo zdaj pa še naslednje karte. Nekaj se jih je enostavno obrnilo okrog, da vidimo. Ljubimca, postani svoja notranja ljubimca. Upočasnitev tempa, bodi bolj prisotna v trenutnem položaju, v trenutni situaciji.
Veste kaj, prejle sva se s hčerko sva se peljali in imela sem roko na tej ročici za prestavljati in sem pač tako delala in mi reče, zakaj to delam, tako da premikam prste. Sem rekla, ne vem, pač avtomatsko verjetno. In potem začnem razmišljati, kaj sem razmišljala, kaj bom govorila, ker je bila to tišina, ni bilo glasbe, pač je bila tišina. In razmišljam sama pri sebi, je pomembno, da zdaj začnem polniti to tišino, ali pustim, da je tišina. No in ona v tisti tišini opazila moje prste in sem potem delila prav to zgodbo, ne, te ženske, ki je hrepenela po tem, da je nekomu potrebna. Ja, to pač jaz zase vem. Jaz vidim, da sigurno to imam in uživam v tem, ko sem nekomu potrebna, če ne drugega. A sem vam že povedala, 6 piščančkov imamo. 6 piščančkov imamo, majčkanih in so neverjetni. Pač, in rada skrbim za živali. Pač, rada skrbim za moj dom. Pač, to imam rada. V osnovi mene to osrečuje. Zdaj pa skrbeti za nekoga, ki je pa odrasel in mu odnašati rit, to pa ni zdrava zadeva, ne. Se pravi, rada poskrbim za to, da dobro jemo. Ampak po drugi strani, brez slabe vesti si lahko vzamem tudi čas in rečem, danes pa jaz ne bi kuhala, a bi lahko prosim vi skuhala, ne. Se pravi, nisem zasvojena s tem, da moram dobro kuhati, da samo jaz dobro kuham, ampak dovoljujem, da pač tudi drugi poskrbijo za mene. Kako preverite, kaj je zasvojenost in kaj ni zasvojenost? V glavnem, če ste zasvojeni s tem, da se morate počutiti potrebne, postanete nervozne takrat, ko vas nihče ne potrebuje. Če pa niste zasvojene s tem, ne, da če ste vzdravljene te potrebe, pomeni, da brez slabe vesti lahko se usedete na kavč, preberete, ne vem, poglavje v dobri knjigi, ali pa se usedete nekam in popijete kavo, ker ni, da te nekaj preganja, da bi mogla, nisem dovolj, moram teči, a ne. Iz hipa v hip, bod prisotna tukaj in pred sabo imaš nešteto možnosti. Ne vidimo, zdaj bomo pa šli majčkeno pogledati naprej. Kaj se bo spremenilo v vašem življenju, ko boste odpustile, ko se boste imele bolj rade in ko boste upale narediti korak naprej, se pravi to, kar veš, da ti pripada, kaj se bo spremenilo, kaj je tisto, kar ti življenje sporoča. Najdi energijo v vsakdanjih zadevah, običajnost, se pravi, začni uživati v življenju. Nehaj se primerjati z ljudmi okrog sebe, ker na koncu koncev vsak ima svoje kvalitete in ni rečeno, da nekdo drug, ki ima druge kvalitete kot ti, da so zate ta prave. Ti imaš svoje in ti si notranja ustvarjalka skozi ta svoj solarni pleksus. Ta slika je solarni pleksus, to je energija notranje moči. Ko si upaš žareti vse svoji lepoti in prišla je kar ta tišina. Tišina. Kolikrat nas mogoče moti tišina, ne? V avtu je tišina, damo neko glasbo. Mi imamo v domu tišino, mora nekaj ropotati. Tišina, ker v tišini pa lahko srečaš sam sebe. Tam noter. Srečaš samo sebe, svoj notranji glas. Ker pred tamo je nov začetek, novo potovanje in tvoj notranji razcvet in stvari so očitno dozorele. Čas bo, da narediš tiste korake, moram vam pokazati, glejte, se pravi, tvoj notranji razcvet, tvoje ženske energije, potem naslednja zadeva, zorenje, tako kot jabolko, ko je zrelo, ko enostavno pade z drevesa dol in dozorelost. Se pravi, ta tvoj notranji mir je dozorel, ti si v tem svojem notranjem fokusu in čas je za premik naprej, za korake naprej. No, zdaj pa dajmo pogledati, kaj te čaka.
stvarstvo za tole dušico, ki gleda zdaj tale cel video, kaj je pomembno, da ve, da v zavesti, kaj je tisto, kar bi mogoče rabila slišati, da bo lažje delala korake in da bo lažje prisotna tukaj in zdaj. Prvo pa vzamem 5 kart, da vidimo. In je prišlo do tega. Nekaj je povezan z denarjem. Neka varnost te močno skrbi, ampak ta del na nekem področju si tako močno utrujena, da ne zmoreš več. Enostavno tako, prav na tleh, kot palačinka na tleh. Tukaj na karti je človek, kjer so vsi meči uperjeni v njega in ne more več. In tisto, kar te skrbi, je povezano z denarjem. Se pravi, denar, zmernost. Zmernost, zmerni pivec, zmerni odvisnik, pač nobena stvar ni slaba. Zdaj v Sloveniji imamo travo, legalizirano, se pravi, ali pa bo, ne vem, ne gledam te niti politike, ampak kakorkoli. Pač vsaka droga, alkohol te ne zasvoji, če je na policiji. Alkoholik postaneš takrat, ko pride do zlorabe alkohola. Zmernost pri vsaki zadevi je pomembna, In zdaj to pomeni, da če si, beseda gre za zasvojenost, če si zasvojena s dramatičnimi odnosi, preden greš naprej delati korake, prosim, pozdravi svojo dušo, svoje podzavestna prepričanja. Če se vrnem na to avtorico, to knjigo, ki sem jo brala zdaj na morju, se pravi Bojevnica ljubezni, njena druga knjiga. Če ona, ko je v partnerskem odnosu, je še vedno sitna in zoprna, ni nič spremenila. Ker če je ona v partnerskem odnosu sitna in zoprna, ona mora najprej sebe pozdraviti. Vi lahko menjate partnerje, lahko menjate službe, lahko menjate priimke, ampak dokler vi ne greste v svoje vzorce, najprej svoje mame, svojega očeta, da vidite, pač to je tista ključna zadeva, ker najlažje vidiš kot ogledalo, potem pa vaše vzorce kot duša, dejansko vi boste toliko časa ponavljali eno in isto situacijo, dokler je ne pozdravite. In tukaj noter jaz čutim, da je pri vas povezan nekako s stabilnostjo, z denarjem. Prihajajo neke spremembe v tvoje življenje in tega te je strah. Strah te je, da se neka varnost poruši, ampak dobesedno te vse pelje v tej smeri, da je čas, da se nekaj spremeni. Prihajajo neke nove ideje, ki ti bojo prinesle tudi denar. Tako da, in ustvarjalna energija, vse bo v redu, samo opet pozdraviti svojo ranjeno dušo. Itak. Tole boš pa postala kraljica novcev, ki razširiš svoja krila, veš, kje je tvoj talent, začni ustvarjati, nauči se stvari, imaš to vse, imaš to, samo korake boš morala delati sama. Pač imaš to vse, zaupaj v to in boš vedela, da bo vse v redu. Tako da, to je to za danes. Tako da, za vse nas ženske, ki ljubimo preveč, kaj se učimo skozi te odnose. Tako da, vse dobro vam želim, uživajte in dajte to ljubezen zdaj usmeriti v sebe.